Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na 15. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo kaplan Primož Korošec. Pri maši bo sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Spoštovani verniki pred televizijskimi ekrani prvega programa Televizija Slovenija, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, dragi verniki v župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Sevnici. Lepo vas pozdravljam pri tej sveti maši, ki jo bomo oblikovali z našimi otroki ob zaključku letošnjega 14-dnevnega oratorija. Sejalec je šel sejat. Tako je Jezus začel eno od svojih prilik, s katerimi je svojim poslušalcem razkrival Božje kraljestvo. Bog je velikodušen sejalec, ki je pri svojem delu zelo razsipen in ne gleda, kam pade njegovo seme. Njegovo seme je Božja beseda, ki je namenjena vsakemu človeku. Nihče ni izključen iz Božjega kraljestva, ker je Jezus rekel, da je v njegovem kraljestvu veliko bivališč in je za vsakega od nas pripravljen prostor. To pa ne pomeni, da bomo vsi avtomatsko prišli v nebesa. Vsakdo se svobodno odloča, na kateri strani bo, ob Jezusu ali proti njemu. Na začetku te svete maše pomislimo, kako se razumemo z Jezusom. Ga upoštevamo in živimo po evangeliju ali bežimo stran od njega. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristijani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. Kakor pride dež in sneg izpod neba in se vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. To je Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti in sicer ne po svoji volji, ampak po volji njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva, razpodljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ki željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel. Vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah, dejal je: sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti, hitro je pognalo, kjer ni imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad, eno 100-ternega, drugo 60-ternega in spet drugo 30-ternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Kristusov evangelij. Današnji evangelij nam govori o Jezusu, ki prispe do Galilejskega jezera. Tam se ob njem zbere velika množica ljudi in Jezus stopi v čoln, podobno kakor takrat, ko je poklical apostola Petra in jim prične govoriti priliko o sejalcu. Priliko o sejalcu verjetno mnogi že dobro poznamo. Govori o tem, kako gre sejalec sejat in vrže seme na 4 različne tipe terena. Božja beseda, ki jo simbolno predstavlja seme, ni abstraktna beseda, ampak sam Kristus, očetova beseda, ki se je učlovečil v Marijinem telesu. Zato sprejeti Božjo besedo pomeni sprejeti Kristusa osebno, Kristusa samega. Vprašajmo se sedaj, kako jaz sprejmem Božjo besedo, Kristusa? Kakšen teren oziroma zemljo sem? Sem kot cesta, pot, na katero priletijo ptice in pozobajo seme. Slišim Božjo besedo, a sem raztresen. Mora biti ves čas okrog mene hrup, da sem srečen. Zjutraj, ko se zbudim, kaj storim? Zvečer, predno grem spat, kaj je zadnja stvar, ki jo naredim? Boste rekli, da križ. Lepo, če se držite te navade. Se mi pa zdi, da je veliko ljudi, ki zjutraj najprej vzamejo v roke mobilni telefon. Ne zato, ker bi želeli preveriti uro, ampak da preverijo objave in všečke. In enako storijo tudi zvečer, ko gredo spat. Nenehne možnosti razvedrila tako znotraj kot zunaj doma, odvisnost od družbenih medijev, razna pretiravanja z interesnimi dejavnostmi, ki nam kradejo čas in željo po tišini in dialogu z Bogom, vse to nas spremlja oziroma spravlja v nevarnost, da počasi izgubimo vero in se oddaljimo od Božje besede. Včasih opazujem ljudi, ki gredo v šolo, predvsem mladi zjutraj, gredo nekateri tudi peš po pločniku in kaj vidim, v rokah ne držijo rožnega venca, pa ni treba, da bi ravno takrat rožen venc imeli v rokah, ampak vseeno večinoma držijo v rokah mobilni telefon, na ušesih pa imajo slušalke. Ko opazujem ljudi v avtomobilih, posebej če so na sovoznikovem sedežu, tudi tam vidim ponavadi ljudi, ki so zazrti v telefone. V vlaku oziroma na vlaku, na avtobusu, ista situacija. Zremo v mobilne telefone, na ušesih imamo slušalke oziroma v ušesih in ne opazimo ljudi okrog nas. Med različnimi glasovi, ki nas obdajajo, je včasih težko razločiti, kaj prihaja od Boga in kaj od sveta. Tako da smo mnogokrat raztreseni, da ne rečem raztreščeni.
Ne znamo več videti ljudi okrog sebe, ne znamo opaziti lepote Božjega stvarstva. Na začetku je bilo rečeno, da danes zaključujemo dvotedenski oratorij tukaj v naši župniji. In ob tem se lahko vprašamo, smo kaj podobni junakinji letošnjega oratorija Hajdi, ki se je zahvaljevala Bogu za vse lepo in še drugim približala Boga. Ali pa smo morda od vsega okrog nas raztresani in sploh ne opazimo, kaj vse nam ponuja Bog, kaj vse nam daje Bog, in v bistvu gremo mimo Boga. Če gremo naprej, sem kot kamnit teren. Božjo besedo lahko sprejmemo kot kamnit teren z malo zemlje. Tu seme hitro požene, a se tudi zelo hitro posuši, ker mu ne uspe pognati globokih korenin. To je podoba tisti, ki z navdušenjem sprejmejo Božjo besedo, ki pa ostane samo na površju, ne prodre pa v njihovo notranjost, ne postane del njih. Lahko bi rekli, da jim nikdar ne steče po žilah. In če se tudi sedaj nekoliko odrem na oratorij, v teh poletnih mesecih so oziroma bodo oratoriji po raznih župnijah, 1 teden, 2 tedna, nekateri imajo celo 3-4 tedne oratorija. Navdušenje, animatorji, mladi, otroci, starši, vsi so navdušeni. Kaj pa potem, ko oratorij mine, ko pride recimo mesec september in naslednji meseci, ki sledijo? Ostane to navdušenje, to veselje nad Bogom. Takoj, ko pridejo težave, pomislimo na trpljenje, postanemo vznemirjeni, depresivni, prestrašeni in brez orientacije. In naša šibka vera se razblini, kakor se posuši seme, ki pade med kamenje. Sem kot teren, kjer raste trnje. Tretja možnost, ki jo omeni Jezus. Trni so prevara bogastva, uspeha, posvete zaskrbljenosti, kariere. Tu beseda začne rasti, a ostane zadušena, ni močna, umre ali pa ne da sadov. Kolikokrat slišim, da ni časa za mašo, da je toliko dela, pa vendar pomislimo na tisti svetopisemski stavek, da je zaman delati od jutra do večera, če Bog ne da blagoslova na naše delo. Ali pa morda lahko ob tem pomislimo tudi na tisto priliko iz Svetega pisma, ko pravi, ko Jezus govori o nekem posestniku, ki mu je polje dobro obrodilo, pa potem podre žitnice, kašče, zgradi nove, večje silose, ampak Jezus na koncu pravi, neumnež, to noč bodo od tebe terjali dušo in tisto, kar si skupaj spravil, od koga bo. Zato držimo se tiste modrosti prednikov, ki pravi, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Ne dopustimo, da nas posvetnost skrbi zaslepijo, nam zamorijo našo vero, da bi obrodili dobre sadove. In končno 4. možnost, lahko sprejmemo Božjo besedo kot dober teren. Tu in samo tu se seme zakorenini in obrodi sad. Seme, ki je padlo na ta rodoviten teren, predstavlja tiste,
ki poslušajo besedo, jo sprejmejo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju. Bog daj, da bi vsak izmed nas bil ta rodovitna zemlja, na kateri bi lahko zrasli dobri sadovi vere, da bi obrodili 100-ternega, 100-teren sad, 60-teren ali pa 30-teren. Izpovejmo vero. Verjam enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev, priznavam en krst, puščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih, življenje v prihodnjem veku. Božja ljubezen ne pozna meja, zato njegovo seme pade na različna tla. Z velikim zaupanjem se obrnimo na Jezusa in ga prosimo. Gospod, ko se oziramo po naših travnikih, njivah, sadovnjakih, vidimo, da je suša že zelo poškodovala pridelke. Prosim te za miren dež in obvaruj nas hude ure. Gospod, prosimo te, da bi počitnice preživeli lepo in varno, ter da bi nas povsod spremljal tvoj blagoslov. Dobri Bog, pomagaj nam, da ne bomo med počitnicami zanemarili nedeljskih svetih maš. Gospod, prosimo te, da bi znali na oratoriju pridobljene znanje dobro uporabiti v svojem življenju. Gospod, prosimo te za naše duhovnike, da si bodo med počitnicami nabrali novih moči za delo v naši župniji. Dobri Bog, prosimo te za naše družine, naj nas počitniški dnevi še bolj povežejo med seboj. Dobri Jezus, naš stvarnik in Gospod, usliši tudi tiste prošnje, ki so ostale skrite v naših srcih, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog usliši molitev in daritev svojega ljudstva, naj nam pomaga k napredovanju v svetosti, kar bomo prejeli pri tem svetem opravilu po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Vere Nagode ter pokojnega Alojza Seničarja, ki si jo z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostaneta v večno življenje.
Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Slišali priliko o sejalcu. Jezus nam pravi, da je Božja beseda kakor seme, ki pada v naše srca. Od tega, kako zanjo skrbimo, je odvisno, ali bo zrasla in obrodila lepe sadove. Tudi na oratoriju je bilo v teh 9 tednih posejanih veliko lepih semen. Semena veselja, prijateljstva, dobrote, sodelovanja, zaupanja in vere. Zdaj se oratorij končuje, a semena ostajajo v naših srcih. Prosimo nebeškega Očeta, da bi ta semena vzklila tudi v naših domovih in med našimi prijatelji. V šoli in povsod, kamor bomo prišli. Naj iz njih rastejo dobra dela, prijazne besede in veselje, ki ga bomo delili z drugimi. S temi prošnjami in zaupanjem zmoljamo molitev, ki nas je naučil Jezus. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Gospod, hvala za čudovit pohod na Sveti Rok, da je bila pot prijetnejša in lažja, so poskrbeli oblaki, ki so zakrili sonce. Sonce in sreča v naših srcih pa sta sijala še dolgo v noč. Gospod, hvala, da v življenju lahko vidimo dobre in lepe stvari in se za to radi zahvaljujemo. Gospod, hvala vsem našim animatorjem, vzvoditeljicama Lizo in Valentino, ki so 2 tedna skrbeli za nas in odlično izpeljali oratorij. Gospod, hvala pekarni Kruhek, družini Požun, družini Jazbec iz Drožanja, gostilni Vrtovšek, da naši trebuščki niso bili lačni, družinam vseh otrok, ki nam zaupajo svoje otroke, družinam animatorjev, ki nas podpirajo pri našem delu, iskrena zahvala gospodu Primožu in gospodu Župniku. Gospod, hvala, da smo na oratoriju preko Hajdine zgodbe spoznavali kreposti, kot so iskrenost, odpuščanje, skrbnost ter pravo prijateljstvo. Gospod, hvala za gozdove, da lahko dihamo svež in čisti zrak. Jezus, hvala, da lahko hodimo k verouku. Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo Tvoj posvečeni dar. S pogostim prejemanjem svetih skrivnosti naj raste v nas Tvoje zveličavno delovanje po Kristusu, našem Gospodu. Sveta maša se približuje svojemu koncu in tako se zaključuje tudi naš 2-tedenski oratorij. Poslovili se bomo z letošnjo himno o Hajdi, a to ne bo slovo. Čeprav bo večina otrok odšla na počitnice, ki so si jih zaslužili, Jezus ne gre na dopust. On nikoli ni na dopustu, ker hoče biti povsod z nami. Povsod, kjer bomo počitnikovali, nas bo vesel, ko se bomo družili z njim v molitvi, branjem lepih knjig. Tudi svetopismo je primerna literatura za počitnice. In se bomo z njim srečevali tudi pri rednem nedeljskem bogoslužju. Vsem vam želimo lepe dopustniške dneve za vaše telo in vašega duha. Naj vas povsod spremlja Božji blagoslov in priprošnja Matere Božje. Mi pa bomo med počitnicami iz naše sevniške župnije z vami s televizijskimi in radijskimi prenosi nedeljskih svetih maš. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognišče,
Na 15. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je kaplan Primož Korošec. Pri maši je sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna.